Danes se gremo voziti. Naša današnja naloga je, da preverimo nekaj, kar smo vam obljubili v prvi jesenski avtomobilnosti. Namreč, da ima novi Mercedes CLA enormno nizko porabo. Po podatkih WLTP lahko ta avto namreč prevozi skoraj 800 km z enim polnjenjem baterije. No pa tudi po realnih podatkih, teh, ki smo jih mi izmerili na našem normnem krogu, lahko po zaslugi povprečne porabe 13,5 kWh na 100 prevoženih kilometrov prevozimo rekordnih 630 km. Ampak če upoštevamo ta podatek, potem nekako zanemarimo tisto glavno prednost tega avtomobila. Namreč, ta avtomobil je tipično nemški avtomobil. Zato, ker ima najvišjo hitrost omejeno na 210 km/h in zelo hitro polnjenje ima. Po tovarniških podatkih bi ta največja moč morala znašati 320 kW, ko smo ga tukaj priklopili, pa je polnilnica pokazala celo 339 kW. Ampak danes se ne bomo šli voziti po nemških avtocestah z 210 km/h, ampak vozili se bomo po slovenskih avtocestah. Današnji cilj je, da prevozimo kar 500 km po avtocesti. Naj vam za začetek na hitro predstavim naš današnji 500-kilometrski avtocestni krog. Torej, začeli smo v Novem mestu, kjer smo na hitri polnilnici do konca napolnili baterijo, zdaj pa nadaljujemo po dolenjski avtocesti proti Ljubljani. Ljubljano obvozimo, se priključimo na Štajersko avtocesto, jo prevozimo, se priključimo na Pomursko hitro cesto, potem pri Lendavi avtocesto na hitro zapustimo, presekamo navzdol na Hrvaško in se pri Varaždinu ponovno vključimo na avtocesto in potem mimo Zagreba zaključimo v Novem mestu. Verjetno pa ste že opazili, da smo na pot odšli z dvema Mercedesoma. Prvi CLA, ki ga vozim jaz, ima le dvokolesni pogon, na zadnji kolesni par je gnan. No, Miha pa sedi v avtomobilu, ki ima štirikolesni pogon. In mislim, da bo to dalo še eno zanimivo dimenzijo oziroma primerjavo našemu testu. Na tej poti ne bomo samo avtocestno varčevali, ampak se bomo vozili po omejitvah. Torej, kjer je omejitev 130, se bomo vozili 130 km/h in seveda tudi glede na ostale omejitve temu primerno. No, pri tem nam bo pomagal Mercedesov pametni prediktivni tempomat, ki samodejno uravnava hitrost glede na omejitve oziroma zaznane prometne znake in pa tudi glede na ovinek. Ampak pri tem moram poudariti, da Mercedesov tempomat deluje precej bolje kot recimo tisti kitajski, ki na avtocesti zmanjšujejo hitrost povsem po nepotrebnem. Če je ovinek torej možno prevoziti s hitrostjo 130 km/h, ga bo Mercedes s to hitrostjo tudi prevozil. In kaj nam omogoča to nadpovprečno rekordno učinkovitost? V prvi vrsti ugodna aerodinamika. Vemo, da je zračni upor eden največjih sovražnikov električnih avtomobilov, ko se vozimo po avtocesti. No in v tem primeru lahko ponovno ugotovimo, da je naš Robert Lešnik s svojo ekipo ponovno opravil odlično delo. Namreč, količnik zračnega upora pri novem CLA znaša zgolj 0,21. Drugi pomemben dejavnik pa je to, da ima novi CLA dve prestavi. Prvo imamo seveda takrat, ko potrebujemo več navora za kakšna močnejša speljevanja, drugo pa za višje hitrosti. In kdaj se to prestavljanje zgodi? Zgodi se nekje v območju hitrosti med 70 in 110 km/h, ampak tega prestavljanja pravzaprav, če ne boste izjemno pozorni, nikakor ne boste zaznali. Zaznali ga boste samo v primeru blagega pospeševanja, takrat, ko boste imeli glasbo stišano, takrat boste videli, da avto za kakšno desetinko izgubi svojo moč, oziroma lahko boste videli to na zaslonu pred voznikom, ko ta prikaz porabe energije za hip pade na ničlo. Luka, se pravi, sva na dobri polovici v Lendavskih goricah, se pravi 267 prevoženih kilometrov, meni kaže poraba 14,5.
Tudi pri mojem avtomobilu je povsem enako, 14,5 kWh in na dobri polovici poti imava še 55% napolnjenosti baterije, kar pomeni, da 500-tica tokrat očitno ni ogrožena. Ampak kar bode v oči je, da povprečna hitrost niti približno ni blizu 130. In jaz mislim, da bo ta podatek danes popolnoma nedosegljiv, 130 lahko kar pozabimo. To mogoče bo drugič morala iti kam, recimo bolj na zahod, recimo proti dol, proti morju, da bi imeli više hitrosti, ampak mislim, da tudi tam ne bi imeli 130. Glede na tehnične značilnosti tega avtomobila je moj predlog, da ga preizkusimo pri 200 km/h, torej na nemškem avtobanu. Tisto bo pa res pravi test. Je pa še to zelo zanimivo, da sta praktično štirikolesno gnan in pa zadnji pogon dejansko praktično identična, kar se tiče te porabe, tako da v bistvu to je pa tudi dober podatek, ne? Drži, tokrat očitno štirikolesni pogon ne vpliva popolnoma nič. Tokrat sta povsem izenačena. No, zdaj, ko smo vstopili na Hrvaško in je res postalo že očitno, da ja, imamo električnega dolgoprogaša, no zdaj vas seveda zanima, ja, koliko pa to stane. In zdaj seveda smo mi v zadregi, ker vam natančne cene spet ne moremo dati, napisati, povedati, zaradi nekih čudnih pravil v našem medijskem poslu. No, seveda strinjamo se z vami, da je cena ključnega pomena in zelo pomembna informacija, da bi jo dejansko morali navajati, ampak žal vam lahko povemo samo to, da cena tega Mercedesa ima seveda 5 cifr in da prva cifra je 5 v primeru tistega belega CLA in pa 6 v primeru tega sivega, ki ima 4-kolesni pogon in pa večjo moč. Čas je še za zadnji postanek na naši poti, nekje na 400 km smo, torej približno 100 km imamo še do cilja in glede na našo trenutno porabo, ta cilj nikakor ni ogrožen. Ampak prav dobrodošlo je, ko lahko tisti dve hitri polnilnici tam v ozadju nekako samevata, namreč nobene potrebe ni, da bi zdaj še enkrat polnili avto. Je pa res, da nam hrvaške avtoceste pri dvigovanju naše povprečne hitrosti nekako ne pomagajo, ker imajo tukaj, predvsem zaradi na nekaterih mestih kar dotrajane asfaltne podlage, zelo radikalno omejene hitrosti, celo na 80 km/h. No, Luka, uspela pa so jih vendarle umazati, ne? Ampak ne tako kot ob tistem ekstremnem testu na dirkališču Nardo. Na obeh testih, v bistvu. In takrat, ko so šli s CLA-jem, in takrat, ko so šli s tem predhodnikom novega električnega AMG-ja. Drži, drži. No, ampak vseeno ni bilo tako enostavno teh 500 km nabrati. Predvsem zaradi tega, ker nam avtoceste res ne omogočajo, da bi se vozili s hitrostjo 130 km/h. Jaz ocenjujem, da sva tam 40-50% vožnje mogoče vozila 130 km/h, vse ostalo pa nekoliko manj. V bistvu bi bilo bistveno lažje na avtobanu, tudi če bi se tam vozila samo 130. Je pa res, da seveda, če bi šla na avtoban, bi se vozila 210. Tako da to bo še prišparala še za kdaj drugič. To pa ostane naloga za naslednjič. Je pa res, da moje osebno mnenje, glede na to, kako sem se vozil s tem avtomobilom, je, da je takšna vožnja pravzaprav temu avtomobilu malce, ne vem, kaj naj rečem, dolgčas. Res je škoda bi bilo, da bi ga vozili samo po avtocesti, podvozje, krmiljenje. Avto lahko zelo dobro začutiš in mislim, da mu delamo krivico, ker smo ga tokrat vozili samo po avtocesti. Strinjam se, ko sem ga čez vikend vozil dinamično po teh slovenskih ovinkih, tam se mi je zdel, da se je ta avtomobil zares dobro počutil. In tam sem bil prav presenečen, ker skupno sem imel še vedno porabo točno takšno, kot zdaj danes. Se pravi, pod 15 kWh na 100 km. In jaz mislim, da je to dejansko tisti dosežek. Torej, nemški avto za nemški avtoban. Ampak imamo tudi posebno zgodbo, ki pa dejansko razloži, kako so pri Mercedesu dosegli tolikšno učinkovitost. In zdaj vas vabim, da na tisto zgodbo kliknete kot vaš naslednji klik. In ne pozabite se naročiti.